Pozdravljeni, spoštovani obiskovalci naše spletne strani. Vabim vas, da se udeležite informativnega dne, ki bo na naši šoli, in si ogledate naše izobraževalne programe. Prikazali vam bomo izvedbene dele posameznih programov, predstavili vam bomo delo na naši šoli in delo v delavnicah. Menim, da če vas zanima katerikoli program strojništva, tekstila ali logistike, da se nam pridružite v petek ali v soboto. Vsi trije vas vabimo na informativni dan za mehatroniko, ki bo na naši šoli SPSŠB Ljubljana na Ptujski 6. Ja, informativnega dneva se spomnim. Bilo mi je zelo všeč, ker sem takrat videl take stvari, ko jih drugače na prejšnji šoli, v osnovni šoli nisem videl. In ja, tudi pol je vse bilo tako, kot je bilo predstavljeno na informativnem dnevu. Na informativnem dnevu so bila moja pričakovanja izpolnjena. Videl sem, da so profesori zelo uživali v tem, kar so predstavljali. Meni je bilo tudi zanimivo in mislim, da je bilo tudi vsem tistim, ki so prišli iz drugih šol. Ko sem prišel na informativni dan, so mi bile predstavljene vse informacije, katere sem moral izvedeti. Ko sem pa prišel v šolo, so se te informacije dejansko uresničile in niso bile drugačne. Je bilo vse tako, kar sem izvedel na informativnem dnevu. Mehatronika mi predstavlja nek poklic, ki ga bomo v prihodnosti opravili, neko izobraževanje, neko področje, ki se lahko izkažem pač v vseh svojih spretnostih in vseh, kar znam. Mehatronika mi je pač zanimiva zaradi vseh pač teh skupnih, kar je bilo, in zato sem se pač odločil za to smer in pač tudi za samo to šolo. Mehatronika je v bistvu mešanica med elektrotehniko, strojništvom in računalništvom. Zato sem se odločil, ker mi je bilo zmeraj zanimiv računalniki ali pa avtomobilski štrom ali pa takšne stvari. In v bistvu res je, da mehatronika je vse povsod. To je rečen poklic prihodnosti in v tej smeri bo veliko poklicov in veliko delovnih mest. Mehatronika mi predstavlja nek poklic prihodnosti, poklic, v katerem se da dobro uspeti. Mehatronika je veda prihodnosti. Sestavljena je iz 4 ved. Mehanika, elektrika, regulacija in računalništvo. Mehatronika mi pomaga v vsakdanjem življenju. Doma pomagam in sam popravljam probleme, če nastane. V prihodnosti mislim, da ne bo problemov s službo. V prvem letniku imamo 3 tedne prakse, prav tako v drugem letniku. V tretjem letniku pa imamo 5 mesecev prakse in 5 mesecev šole. Ja, mehatronika v bistvu predstavlja moj celoten poklic. Zdaj pa mehatronika je na nek način povsod, tako da lahko bi rekel, da ima kar velik del v našem vsakdanjem življenju. Ja, šola se mi zdi super in dejansko drži to, ko pravijo, da je šola drugi dom. Predmetnik, ja, v redu je, res da je veliko ur, ampak se da zdržati. Dočimer učitelji, oni so sploh super. Tako da, ja, v redu, ker tudi s profesorji imaš tak nek prijateljski odnos. Niso samo pač profesori, ki te učijo, ampak tudi za tvoje prijatelje. Sama šola predstavlja neko skočno desko za naprej. Na šoli se pač izobražujem nekje 8 ur. Pač na primer imamo predmet MHS. Tukaj pač se učimo o ventilih, o samih mehanskih sistemih in pa tudi že o samih funkcijskih diagramih za mehatronske sisteme. Potem imamo tudi izdelavo električnih tokokrogov. Ta predmet pač ga učim tudi naš razrednik, zato mi je to všeč. Dodatno fizika in elektrika sama, tako da pač to mi je to všeč, povezovanje vezi in tako. Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad mi je zelo všeč, ker v bistvu
In tukaj res lahko ustvariš nek prijateljski odnos s profesorji, ni samo šolsko zvezo, za razliko od mogoče kakšnih drugih šol, kar slišim od kolegov. Meni se v bistvu šola ne zdi nekaj tako naporna, pouk gre hitro, ure so zanimive, razred sodeluje in profesori so veseli. Testi so tudi težki, primerni za to šolo. Obiskujem drugi letnik programa Mehatronika operater. Šola je moj drugi dom. Na dan preživim v šoli približno 8 ur. Učimo se veliko tehničnih predmetov, kot so mehatronski sistemi, izdelava električnih tokokrogov, CNC, uporaba krmilnih naprav in praksa. Mehatronski sistemi so osnove senzorike. IET je osnova elektrike, CNC je programiranje, uporaba krmilnih naprav je digitalna tehnika, praksa pa se mi deli na strojno in električno. Imamo še splošne predmete, kot so slovenščina, matematika, angleščina, nemščina, družba, naravoslovje in športna. Na šoli imamo tudi različne krožke in dejavnosti. Več o tem lahko preberete na Facebook profilu SPSŠB in spletni strani. Obiščite nas na www.spssb.si. Lajkajte! Šola ni preveč težka, predmeti so v redu, profesori so zanimivi, dobro naučijo, ono so v redu. Tole roko od robota se bo začel premikati. Na informativnem dnevu boste videli, tole se bo premikalo, boste lahko sami sprobali, kakšna je odzivnost časa, roke v realnem času. Kaj delamo pri praksi? Mene so spraševali, kakšna je razlika med 4-letno pa 5-letno šolo. Zakaj, kam bi se upisali, zelo kot bo informativa. Jaz mislim, da tisti, ko hoče bolj praktično delati, mu je verjetno boljša odskočna deska 5-letnih programov. Po moje, no. Zdaj, tukaj so bila tudi vprašanja, recimo eni starši mislijo, da je 5-letna šola pač manj vredna od 4-letna. Jaz mislim, da to ne možete razmišljati, no. Zato, ker v bistvu tudi, če greš ti 5 let, no, še vedno lahko greš potem naprej, no. To z ničemer nisi omejena, no. Tudi, če zgubiš eno leto, včeraj se poštudiral, ko so starši govorili, no. Dejansko, vse, ko si ti enkrat na šihtu leta, ti tako pol se ti skozi obračajo. Kaj ima pol veze tisto eno leto, če si nekaj časa hodil v šolo? Večjo več znaš. Ja. Tudi se mi zdi tako delodajalci, ko govorijo, da je praktičen del, da so bolj iščejo te, ko imajo neke praktične izkušnje. Ja. Definitivno. Jack vas vabi tudi, da si ogledate YouTube kanal naše šole in Facebook stran šole, kjer so vse novosti in vse novice objavljene v šoli. Na YouTube je tudi par projektov iz 5. letnika, si lahko pogledate boljši projekt iz 5. letnika lanskega, kar se je dogajalo. Se vidimo na Facebooku, YouTubeu, Twitterju, všečkajte nas. Vprašajte, kaj če vas zanima. To je to.